Zdaj nadaljujemo pot naprej proti nekim jamam, kamor imamo namen jutri hoditi. Sicer tam, kjer imamo namen parkirati, je zelo malo prostora, tako da ne vem, bomo videli, ali bo sploh dovolj za kemper, tako da bo lahko še kdo blizu parkiral ali bomo mi vse zasedali. Bomo videli. Upava, da bo kaj prostora res. Ker drugače še z druge strani obstaja še eno izhodišče, kjer je pa taka velika plaža, ampak tam je skozi parkiranih kakšne 5-10 kemperjev. Sicer prostor je, ampak nama ni zabit v take gužvi, tako da res upava, da ne bo rabila tja. Ja, tako da bomo videli. Jama pa sicer zgleda kar zanimiva. Ja. Smo uspeli parkirati na temle mestu, je kar dovolj prostora, pa dejansko je kar zelo lepo. Je pa Rok zdaj podložil pod gume še kar nekaj zemlje, zato kar precej visimo. Upam, da bo uspel dovolj zravnati. A ti bo ratal? Mislim, da smo bili pozdravni. Cool. Je bilo treba na 3 delih podložiti, tako da smo mogli še malo zemlje uporabiti. Danes je toliko lepo vreme in ful je toplo ratal, tako da sva se odločila, da bomo malo pohiteli, sva na hitro pojedla kosila in gremo že danes do teh jam. Itak je to bolj nek sprehod, mislim, da je ne pol urce v eno smer, tako da časa bo dovolj, vreme je pa res lepo. Tale jama ima premer 150x45 metrov in nastala je že 3000 let pred našim štetjem, oziroma bila je že prej, ampak je bila manjša luknja, potem se je pa podrl strop in zdaj je ogromno ratala in ima 2 vhoda z obeh strani. Ob koncu 20. stoletja so pa v tej jami potekale obsežna arheološka izkopavanja. Naredili so kar nekaj globokih jarkov, tudi do 11 metrov. To globok so v bistvu zato naredili, ker se je tukaj v zadnjih 40 000 letih počasno nalagal material, tako da so tudi pol artefakti zakopani. In glede na globino, kjer so najdeli artefakte, so lahko tudi določili, koliko je stara jama in določili so, da je bila poseljena že pred 40 000 leti. Najdeli so pa razne glinene posode, pa razne take vsakdanje objekte. So pa v začetku 20. stoletja to jamo uporabljali tudi zato, da so med oktobrom in majem noter imeli koze pa ovce. No, tudi oni so imeli začasno bivališča iz vej, pa take stvari so naredili. No, ampak tukaj noter recimo. Danes sva se ustavila v nekem supermarketu in sva končno dobila šah. Sicer je tak zelo kilav, takole se sploh ne izidejo lepo, ta folija so samo malo zamaknjena, pa te figurce so plastične, čist lahke pa mejhne, ampak je pa še vedno boljš kot na telefonu. Danes je spet kar oblačno vreme, tako da bomo izkoristili beden dan spet za pranje perila. Čeprav v resnici ni še toliko nujno pranje, ampak sem malo gledala naprej in ker nismo najdli nobene pralnice praktično na celem Peloponezu, oziroma so pralnice, ampak ne samo postrežne, nama pa ni glih, da bi nama drugi prali perilo.
pa da bo tudi zato še zdaj izkoristila zadnjo pralnico, kjer lahko sama perava. Sicer se nama ful ne da, ampak treba je. Ja. Zdaj smo v prvi vrtači oziroma sinkholu, ki je manjša, ima premer okrog 100 metrov, po najni oceni je globoka 51 metrov, ampak tega podatka nisva našla. Ima pa drugače dve cerkvi, ena je tale, ena je pa na drugi strani, iz 13. stoletja in v teh jamah so se skrivali že pred napadi Turkov pa piratov, v drugi svetovni vojni pa potem tudi pred Italijani pa Nemci. Tako da je bila zelo uporabna že čez celo zgodovino. Za nastanek teh dveh vrtin obstajajo 3 teorije. Prva v bistvu je že ovržena, to je, da bi jo naredil meteorit. Povrgali so zato, ker niti tle v vrtini, niti v okolici niso najdel nobenih kamnin, ki ne bi bile značilne za zemeljsko površje. Tako da drugi dve teoriji sta pa eno, da sta bili prej jambi, ki sta se usuli. Druga opcija je pa, da je bila podzemna eksplozija naravnega zemeljskega plina in je naredila tak krater. Tako da je pa, se pravi, zaradi naravnih pojavov. Tele jame oziroma vrtače so bile kar zanimive. Res sploh ta prva je res čist lep krog in ful globoka, res impresivno. Ja, ful dobro, da smo tole najdel. To je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.